Zakaj govorimo o dolini? Zaradi tega, ker na Brdu pri živalskem vrtu nastaja kampus, naravoslovno-inženirski kampus Univerze v Ljubljani. Stojijo že 3 fakultete, biotehniška, kemijska in računalniška. Postaviti želimo še 2, strojno in fakulteto za farmacijo. In prvič bo Ljubljana imela nek inženirski kampus. 500 metrov stran je tehnološki park Ljubljana, ki je po našem vedenju zares uspešen tehnološki park. Tisto, kar še manjka, seveda pa je rizični kapital. In tukaj je glavna luknja v slovenskem inovacijskem sistemu. Amerika ima 10-krat več rizičnega kapitala kot EU. Avstrija ga ima 10-krat več kot Slovenija. Torej ima Slovenija v primerjavi z Ameriko približno 100-krat manj rizičnega kapitala. Kar seveda pomeni, da je sposobna sfinansirati, spraviti do konca manjše projekte, za katere je potrebno manj denarja. Velikega inovacijskega projekta Slovenija nima. In recimo tak velik inovacijski projekt bi predstavila medicinska dolina, v katerega bi bilo treba vložiti nekaj 100 milijonov, gradnja 2 fakultet, recimo gradnja centra za protonsko obsevanje rakavih tumorjev, postavitev akademske vasi, in to imamo v načrtu, in v koliko letih, desetletjih pa bomo uspeli to narediti, pa je seveda drugo vprašanje. In zelo na kratko vam bom predstavil še pojem akademske vasi. Moramo takoj iskreno povedati, da ideja ni popolnoma originalna. Akademska vas je nekaj, kar pri ameriških univerzah obstoja. To je v bistvu upokojenska skupnost profesorjev in raziskovalcev, ki je običajno na kampusu, na univerzitetnem kampusu, in je zamišljena tako, da profesorji ohranijo nek stik, da živijo v času starosti v nekem urejenem okolju, vendar v družbi, ki je njim ustrezna. Istočasno pa jih seveda lahko univerza uporablja kot mentorje, dobijo stik z študenti, ohranijo stik s študenti in prenašajo znanje, dokler ga pač lahko. In take akademske skupnosti so zelo, zelo uspešne in mislim, da je bil eden od pomembnih razlogov, da smo to referenčno mesto dobili, tudi to, da smo predstavili tako akademsko skupnost v prostoru. V pogovoru z kar velikim številom profesorjev in tako naprej pa lahko zagotavljam, da bomo tako akademsko skupnost v Ljubljani postavili in da bo pretežno sfinansirana s sredstvi upokojenih profesorjev. To pomeni, da osnovna investicija ne bo predstavljala zgraditev nekega mastodontskega doma upokojencev, ampak bo to neka vas, to se pravi naselje, v katerem bo pač vsak dobil tisto pomoč, ki jo potrebuje.